Če živite v Švici, v Bernu in delate v Zürichu, se boste v službo lahko lagodno in udobno pripeljali z vlakom. Če živite v Avstriji, v Gradcu in delate na Dunaju, imate prav tako na razpolago sodobno železniško povezavo. Če pa živite v Mariboru, vam bo pot z vlakom do Ljubljane vzela enkrat več, kot vam vzame pot z avtom. Če živite v Kopru, pa praktično z vlakom do Ljubljane ne morete, ker proge ni. Vzrok za to je jasen. Slovenska politika je zadnjih 25 let praktično izključno denar vlagala v ceste in avtoceste, železnice in javni prevoz pa zanemarila. In čeprav imamo zdaj težave s hrupom, čeprav so jasni učinki na zdravje, čeprav nam glede emisij CO2 in drugih toplogrednih plinov zvonijo že vsi alarmi, se je naša politika zopet odločila za novo megalomansko investicijo v ceste. Ministrstvo za infrastrukturo in družba za avtoceste DARS napovedujeta, da bosta kar 800 do milijarde 200 milijonov evrov namenili za širitev ljubljanske obvoznice. V Levici temu najostreje nasprotujemo, ker je to še en žebelj v krsto javnemu prevozu in železnicam v Sloveniji. Zahtevali smo sklic odbora za infrastrukturo, kjer bomo jasno nasprotovali temu predlogu in zahtevali, da se ta denar namesto v nove širitve cest končno začne stekati v železnice in javni promet, da te postanejo primerne neki evropski državi sredi 21. stoletja.